Gledate Gorenjska poročila na GID TV. V zadnjih nekaj letih se je v Slovenijo preselilo veliko tujcev in Kranj od ostalih mest v tem ne izstopa. Med priseljenci so tudi albanski priseljenci, ki se morajo, prav tako kot ostali, vključiti v novo kulturno okolje in šolski sistem, vendar je integracija zaradi nepoznavanja jezika lahko izredno težka. Na šolski sistem se od albanskega razlikuje predvsem po zahtevnosti in storilnosti, kar nekaterim družinam predstavlja ogromno težavo. Slovenska šola je pa izjemno storilnostna, ogromno se zahteva od otrok brez milosti in resnica je, da imajo otroci velike težave. Šolniki so zato že večkrat predlagali sistemsko daljši intenziven tečaj slovenskega jezika pred vključitvijo v šolo, saj je 30 ur, kolikor jih dodeli Ministrstvo za šolstvo, občutno premalo. Otroci zaostajajo, ne sodelujejo, delajo druge stvari, po drugi strani pa je za same profesorje to dodatna obremenitev, saj albanskega jezika ne poznajo, zato je treba veliko prilagajanja. Mislim, da bi morali na ravni države določene stvari rešiti. Ne? Pri nas je praksa v Sloveniji, da otroci kar pridejo in se čez dober teden, ko uredijo svoja bivališča, vključijo med šolarje v razrede in to lahko je to 5. razred, lahko je 9. brez vsakršnega znanja slovenskega jezika. In normalno je, da otroci takoj začnejo zaostajati, zato ker preprosto jezikovna bariera je tako huda, tako močna, da pač ne morejo normalno slediti pouku. Osnovno šolo Orehek obiskuje 11 otrok iz Albanije, 3 so vključeni v vrtec. Pri integraciji in sporazumevanju jim pomaga učiteljica, ki jih dodatno poučuje slovenski jezik in jim s tem pomaga k lažji vključitvi v okolje in šolski sistem. Zelo so različni, rabijo čas, da se navadijo, potem pa zelo radi hodijo z veseljem, radi barvajo, rišejo, učimo se ob tem besede. Pogledamo kakšno enostavno risanko, po šoli gremo, spoznavamo učitelje, delavce šole, prostore šole. Teme se nam odpirajo kar sproti, včasih prinese kakšen plakat, kakšno brošuro o gasilcih, pa se potem pogovarjamo o gasilcih. Zdaj smo se pogovarjali o praznikih, o darilih, o smučanju, o letnih časih. Veliko damo na to, da se med sabo pogovarjajo, da govorijo v slovenščini. Ker pa je albanskega učnega gradiva oziroma dvojezičnega v Sloveniji izjemno malo oziroma skoraj nič, so se učitelji obrnili na samo albansko veleposlaništvo v Sloveniji. Tako so včeraj iz albanskega veleposlaništva dostavili različno albansko učno gradivo, od abecede, pravljic do učnih gradiv, ki bo učiteljem, predvsem pa otrokom, veliko pomoč pri učenju. In my experience in more than 2 years here in Slovenia, I think that this is a problem that cannot be done or solved only by the school. It is teachers, it is parents, and it is the children, the pupils here. There are 3 actors, I think. And after those actors, after them come even other organizations, for example, like the embassy of Albania or Kosovo. They can bring books here or they can give any kind of support. When I'm talking about the teachers, they have to work with them for the Slovene language. When I'm talking, I mean, they have to teach them. When I'm talking about the parents must be part of the process. Jaz lahko rečem iz svojega stališča, da bi rad videl, da se pač te otroci, ki pridejo, ne gre tukaj samo za albanske otroke, ampak tudi druge, da se čim prej poskusijo prilagoditi našemu sistemu, ker pač to je vsekakor moramo povedati, to je Slovenija, ne treba delati po naših pravilih. Tukaj so zelo pomembni starši, kako starši pomagajo tem svojim otrokom, ali jih bojo pripravili, jih ne bojo. Če starši doma ne govorijo z otrokom po slovensko, se tudi otrok ne bo naučil. In znova smo pri primarni socializaciji, družini, tam, kjer morajo otroci dobiti dober zgled. Dobro sodelovanje med starši, učitelji in otroci pa je ključ za hitrejšo in boljšo integracijo tujih otrok v novo kulturno okolje in šolski sistem.